prehajamo na 5. točko, to je seznanitev s pobudo za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Seznanitev je objavljena v gradivu številka 15, predlagatelj župan, poročevalca pa Gregor Govšek in Barbara Strajnar. Besedo ima gospod Gregor Govšek, ki je koordinator Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Izvoli, Gregor. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, hvala za besedo. Jaz sem pripravil kratko predstavitev za lažje razumevanje celotne slike, tako da se vidi. Ja. Ok, hvala. Se pravi, Kamniško-Savinjske Alpe, 6 na sliki vidite Logarsko dolino, ki je krajinski park, ne še regijski. Pravim še zaradi tega, ker načeloma tudi vsi strmimo k temu, da nekoč nam pa le rata. Predstavitev, sem Gregor Govšek, koordinator Združenja Kamniško-Savinjskih Alp. Kako bo potekala tale predstavitev? Najprej sem dal nekaj ozadja o nastanku združenja in delovanje Kamniško-Savinjskih Alp, potem program, ki ga izvajamo na različnih področjih, zelo na kratko, kako je šel prvi poizkus pri ustanovitvi regijskega parka in trenutno stanje, potem izjava županov, tisto, ki ste jo že nekako dobili v gradivu, bom samo na kratko povzel, potem pa še alternativne možnosti, zato ker vzpostavitev zna trajati kar nekaj časa in bi bilo malo neodgovorno, da ta čas vse skupaj kar pustimo ostati in pa nadaljnje aktivnosti, kakršne bi se odvijale. Se pravi, nastanek združenja leta 2005 je prišla ideja o ustanovitvi regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, ki je bila neuspešna, ampak iz te ideje se je potem po ponovni pobudi leta 2010 so se stiki obdržali in so se v bistvu povezali na področju turizma, zaradi tega, ker je bilo tam tudi verjetno najlažje pripraviti prve programe in je bilo tukaj tudi največ narejenega. Potem leta 2016 je 5 občin, Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko in pa Preddvor, podpisalo tudi pismo o nameri o ustanovitvi združenja. Leta 2018 sem bil postavljen kot koordinator in si kot prvo stvar zadal nalogo, da se nam pridružijo tudi Cerklje na Gorenjskem, ki v prvem poizkusu ustanovitve parka niso sodelovale, predvsem zaradi tega, ker so imele večje plane s Krvavcem, za katerega so se bali, da bi v primeru vzpostavitve regijskega parka zavrlo to razvoj Krvavca, kot smučišča. Kje delujemo? Se pravi, najbolj delujemo na turizmu. Promocija pod skupnim imenom Kamniško-Savinjske Alpe je veliko močnejša na sejmih oziroma v tujini. Zakaj? Zaradi tega, ker je blagovna znamka Alp, kot samega imena Alpe, toliko močna, imajo jo tako v gospodarstvu kot v ostalih panogah in je samo že, da uporabiš besedo Alpe, je veliko lažje priti do asociacij, kakršne dobivajo potencialni turisti za našo destinacijo, tako da iz tega dobivamo, zaradi tega smo se tudi za to odločili. Delamo, predstavljamo se na skupnih nastopih na sejmih, imamo tudi ekonomijo obsega, se pravi manjše stroške, delujemo na razvoj blagovne znamke KSA in pa se povezuje tudi na drugih področjih. Še eno stvar bi rad omenil, 2 občini sta tudi v združenju gorniških vasi, to sta občini Luč in Jezersko, po nemško Bergsteigerdorfer. Ta Bergsteigerdorfer ima v Nemčiji, v Avstriji in v Italiji zelo velik pomen, zaradi tega, ker to predstavlja majhne vasice, ki so del neokrnjene narave in kakšne ukrepe oni že sami delajo, zato da na tem nivoju tudi ostanejo. Za en primer sam povem, da na Jezerskem ob polnoči ugašajo javno razsvetljavo, zaradi tega, da ne onesnažujejo svetlobno, in to je stvar, ki jih je zelo impresionirala. No, in te 2
vasici oziroma občini sta tudi edini v Sloveniji, ki imajo to, in to je tisti plus, ki ga nekako dobimo, ker je blagovna znamka Bergsteigerdorfer tako aktualna, tudi na ostale 4 občine dobivajo povpraševanja s tega naslova. Druga zgodba, ki je meni zelo ljuba, so vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, se pravi, se je naredila analiza vodnih virov, več kot 70 jih je bilo analiziranih, in tukaj tako zelo nekje zelo, zelo odlično, nekje pa zelo, zelo problematično, predvsem tam, kjer je v gorskih območjih prevelik učinek turizma viden. Potem tukaj stvar, ki jo premalo omenjamo, je tudi zapis zgodb z območja, se pravi zgodbe o Ravpšicih, o Bosovem Tinetu, ki je poznan iz Kamniške Bistrice in tako dalje. Tako da tukaj je bilo veliko narejenega, se je pa pripravila tudi celotna pohodniška mreža okoli Kamniško-Savinjskih Alp kot turistični produkt, tako da tudi to se bo nadaljevalo. Narejeni so bili festivali pitne vode in pa letos, mislim, da se pripravlja projekt, oziroma letos je že, da se bo tudi izobrazilo nekaj vodnih sommelijev, tako da jaz upam, da pač tisti, ki je vodni sommelier, ne bo vode okušal tako, da bo vino samo izpljunil, da gre glih v kontrasmer. Cilj projekta tukaj je ozaveščanje in sprememba kulture in našega vedenja. Se pravi, zaradi tega, zakaj delamo festivale pitne vode, pa velikokrat gremo tudi v šole s tem, zaradi tega, da se otroci začnejo zavedati, oziroma otroci pač mlajši, kakšen je pomen pitne vode in da ni to drugje v svetu več tak luksus, kot ga imamo mi. Potem še e-mobilnost, zelo na kratko. To je čisto v pripravi, samo v dogovorih, ni še razpisa, ampak se pa nekaj šušlja, tako da se hočemo že kar malo naprej pripraviti. Se pravi, vzpostavitev kolesarske mreže z električnimi gorskimi kolesi in pa vzpostavitev prevoza okoli Alp. Letos gremo v to, ponudbe so že zbrane, zelo gotovo bomo šli pilotno v to. Želja tukaj pa je pač, da je manj avtomobilov, manj onesnaženja, tako na Veliki planini kot v Logarski dolini kot dalje. In pa možna bo tudi zelo verjetno menjava voznega parka. Regijski park, prvi poskus, se pravi, pobuda je bila dana z države, mislim, da leta 2005, leta 2006 so bile že narejene prve analize, leta 2008 oziroma 2010 je tudi prišlo do že osnutka uredbe, ampak tukaj se je predvsem zataknilo, ker ni bilo dovolj interesa s strani prebivalcev, ki so živeli na območju. Razlog pa predvsem, meni ni bilo zraven, sem se poglobil in pogovarjal in so rekli, da je bilo mogoče malo preveč ostro vse skupaj zastavljeno, kaj bo prebivalce omejevalo na tem področju, in zaradi tega je bilo tudi tukaj malo težje uresničljivo, ker je ta pobuda lažje uresničljiva, če prihaja iz spodaj navzgor, se pravi strani prebivalcev proti državi, kot pa kontra, kot je bilo prejšnjič. Trenutno so bili pač župani, ko ste jih oziroma smo jih malo povprašali po tej zadevi, pač pozdravljajo pobudo in dodajajo, da je za naravo res potrebno poskrbeti, da je to prioriteta in da je potrebno to ohraniti za prihodnje rodove. Tukaj zdaj vključuje to 6 občin, se pravi, tisti prvotni plan zdaj so pripravljene tudi tudi Cerklje na Gorenjskem niso več tako 100% za blokado, ampak pač pogovor je vedno na mestu. Se pravi, sestavlja 6 občin, več kot 30 naselij in več kot 800 prebivalcev. Tukaj z modro lahko vidite, kakšno območje je bilo predvideno. Torej, tukaj gre do Železne Kaplje na severu, del Jezerskega, potem tukaj po dolini Kokre do Krvavca, verjetno bi se tukaj zdaj tudi Ambrož pod Krvavcem nekako še vključil, do Županjih njiv, potem tukaj v Kamniku je najbolj poseljeno območje, tukaj bo potrebno največ predstavitve, če bi sodelovali na tem, potem območje Velike planine, vse dol do Luč in pa Velike Raduhe, potem pa nazaj preko
Logarske doline oziroma Savinjske doline spet v Avstrijo. Zdaj, tukaj veliko opcij odprtih, tudi železno kapljo dobro sodelujemo, tako da če se bo šlo v te zadeve oziroma ko bomo že tako delali, sigurno je treba tudi njih povprašati, kakšne so opcije na njihovi strani. Stališče županov je bilo že posredovano, zdaj povzel sem tako, da območje KSA je potrebno zaščititi. Neuspešni poizkusi so bili predvsem zaradi toge zakonodaje in negativnih izkušenj z drugih zavarovanih območij. Ideja o ustanovitvi vredna razmisleka, ampak so dileme. Za ustanovitev je potrebna podpora prebivalcev območja, katera je trenutno vprašljiva vsaj, da ne bom preveč rekel oziroma premalo. S tistimi jaz sem se malo angažiral in sem se pogovarjal z ljudmi, čisto neuradno, in prisoten je strah predvsem zaradi tega, ker bo to diktirala država, razne omejitve. To so me tudi že iz televizije spraševali in jaz mislim, da je tukaj predvsem prisoten strah. Potem grožnja območju je intenziven razvoj turizma, ki mu infrastruktura ni kos. To vidimo pri nas, to vidijo v Logarski dolini, to vidijo na Jezerskem, se pravi, ceste niso kos pločevinam, ki se ob lepih sobotnih popoldnevih oziroma dopoldnevih peljejo gor v hribe. In pa ni jasno, ali bo regijski park pomenil tudi hitrejše reševanje, ali bo to dodatna ovira. Tukaj sem napisal, se pravi, namesto butičnega turizma lahko pripelje do masivnega turizma sendvič turisti, tako jih mi dejansko tudi imenujemo v turistični srenji. Cilj občin je sanacija kritičnih območij, kot je na primer odvajanje odpadnih voda s Krvavca in z Velike planine. Tukaj so me prosili, da naj dam poudarek na tem in da naj to zapišem in dvakrat podčrtam. Tako da, kar se tiče vode, so res, mora biti na prioritetnem nivoju in to samo posredujem. Skupaj z državo potrebno urediti zakonodajo na področju ohranjanja narave. Zdaj to je bilo predvsem izkušnje imajo v Savinjski dolini, imajo veliko nejasnosti pri sodelovanju z državo, kar se tiče upravljanja in financiranja. Povedali so tudi, da območje KSA je že zaščiteno kot posebno kvalitetna krajina, 16 območij je zavarovanih, en je naravni rezervat, 2 krajinska parka, 13 naravnih spomenikov in tako dalje. Potrebna je tudi preučitev alternativnih oblik zavarovanja in pa za konec zaščita narave in kvaliteta življenja domačinov ne smeta izključevati ena drugo. Smo šli tudi pregledati alternative, smo šli pogledati k sosedom, kaj imajo sosedi. V Julijskih Alpah so se odločili za vzpostavitev biosfernega območja, tako da tam so mogoče omejitve malo manj strožje, ampak to možnost še preučujemo in so tudi že neki pogovori na ravni države. Pregled tudi ostalih dobrih praks. Ključni problem, ki ga pa opažamo, je pa slab nadzor. Tudi TNP vemo, da je zavarovan kot kočevski medved, pa se tam vseeno dogajajo črne gradnje. Zdaj, tukaj jaz mislim, da dokler bojo samo, oziroma ne jaz, vsi skupaj smo prišli do tega, da dokler bodo samo omejitve, ne bo čistega želenega učinka, potrebno je spremeniti tudi naš način, poiskati interes med prebivalci in potem ta regijski park postaviti kot češnjico na torto. Nadaljnje aktivnosti, to, kar sem ravnokar povedal, se pravi, poiskati prednosti za prebivalce in pridobiti zaupanje ljudi, poiskati prednosti za destinacijo, preveriti interes na območju brez njihove volje, ker to ni možno, zapeljati projekt od spodaj navzgor in pa sodelovanje med občinami bo tukaj ključnega pomena.
Župani so še poudarili, pač, da bodo tudi na svojih občinskih svetih se tudi pogovorili o tem, oziroma saj, če ne bojo že točke, bojo imeli pogovor s svetniki na to temo sigurno. Tudi ostale svetnike v ostalih občinah zanima, kakšno je stališče Kamnika, tako da so odprti za predloge, debate in za konec pa še slika Jezerskega. Pač iz leta 2019, kako neokrnjeno območje izgleda, oziroma taka destinacija, ki ob polnoči ugaša javno razsvetljavo. Zaenkrat to z moje strani. Grega, hvala. Zdaj, preden ugasneš ta monitor. Ok, zdaj bi pa odprl razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa Gregu za to predstavitev. Zadnji stavek mi je bil najbolj všeč, že prej je omenil, na Jezerskem ob polnoči ugašajo luči, v Kamniku to ni mogoče. Zakaj ne? Ne vem. Pa ne po vaseh. Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe. Ne bomo danes odločali o tem, ali si želimo imeti regijski park ali ne, ampak se bomo samo seznanili s pobudo, katero sem jaz podal na prejšnji seji občinskega sveta. Zakaj sem želel, da se opravi razprava na to temo? Zato, ker želim slišati mnenja svetnic in svetnikov, ali so za ustanovitev regijskega parka ali niso. Ali so za to, da se to območje zaščiti ali ne. Zakaj ravno regijski park? Zato, kot je že Grega povedal, 2005 je nastala ta pobuda, ki je aktivno tekla do 2008, potem je pa 2012 država rekla ne, hvala. Oziroma ne moramo se iti, ker je premajhen interes lokalnih skupnosti. Če gremo pa gledati v gradivo, največ težav je bilo na območju Preddvora z največjimi lastniki gozdov in pa kot ena največjih lastnic gozdov je bila tudi Rimokatoliška cerkev, ki je tudi odločno nasprotovala ustanovitvi regijskega parka. Ali je to politična odločitev ali ni? Jaz sem našel en dokument, ki opisuje s Planinske zveze Slovenije, ki opisuje pregled na problematiko ustanavljanja regijskega parka. In noter piše, sama vsebina zapisanega v aktu je rezultat politične odločitve o tem, da je ohranitev dela narave v javnem interesu, ki prevlada nad zasebnimi interesi lastnikov ali drugih zainteresiranih oseb. Jasno je, da je treba iti od zgoraj in navzdol, ampak pobuda mora od nekje priti. In ta pobuda je prišla tudi od spodaj. Poleg tega, da smo imeli mi to 2018 v našem predvolilnem programu, je v lanskem letu nastala civilna iniciativa za Kamniško Bistrico, kjer so do zdaj zbrali že okrog 450 podpisov podpornikov, ki so za to, da se ustanovi regijski park Kamniško-Savinjske Alpe. Jaz sem v tem času od prejšnje seje do danes dobil tudi pismo podpore Društva čebelarjev, ki vam ga bom jutri tudi vsem svetnicam in svetnikom poslal v vednost. Pismo je sicer naslovljeno spodaj na civilno iniciativo, ampak vročeno bilo pa meni osebno, tako da sem ga posredoval tudi civilni iniciativi, mislim pa, da je noter jasno napisano, da podpirajo regijski park in to je najbolj pomembno. Še ena zadeva, ki je dobra za Kamnik, je ta, da imamo tudi v OPN-ju zapisano, da je v Kamniku sedež regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. V obdobju 2006 do 2008 ali pa 2012, ko nam je ljubše, je ta projekt vodila krajinski park Logarska dolina. Predstavnik, skupaj z vsemi župani. Občina Kamnik je bila tista, ki je vedno poslala gospoda Kolarja kot pooblaščenca sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, se ni nikdar udeležil takratni kamniški
župan, verjamem pa, da je zadevo podpiral. Jaz sem pogledal tudi vso to dokumentacijo, kako in kaj se je dogajalo, in malo sem bil presenečen na tem, da so se bali nekih ukrepov, kajti država, ki je vodila ta postopek, je proti koncu precej umilila vse te zadeve, moram reči, upoštevala pripombe občank in občanov, predvsem iz tistih manjših občin. Zanimiv je podatek, da je občinski svet občine Kamnik, ne vem zdaj točno na kateri seji, to priznam, da nisem šel brskati, ampak predvidevam, da v letu 2008 ali 2007 soglasno sprejel sklep, da se strinja z regijskim parkom Kamniško-Savinjske Alpe, in jaz verjamem, da bomo to soglasnost, to zmožnost sposobni ponoviti. Regijski park je mogoče neka oblika, ki se jo ljudje bojijo, ampak treba jim je predstaviti tudi dobre stvari, ki jih lahko eno zaščiteno območje prinaša s sabo. Grega je to v uvodu in predstavitvi omenil. Verjetno pridejo neke spremembe, ko se nekatere stvari ne smejo zgoditi, zagotovo je pa tu kar nekaj možnih vzpodbud za prebivalce z teh območij. Zagotovo si pa ne želimo, da dobimo iz naših Kamniško-Savinjskih Alp nek, bom rekel, Disneyland ali kaj podobnega. Kajti, če tega območja ne bomo zaščitili, potem se nam lahko zgodi marsikaj. Ko sem pregledoval te dokumente, mi je bilo zanimivo, da je bil 25. februarja 1965 sprejet odlok o zavarovanju Velike planine. In tukaj piše, odlok je še vedno v veljavi, vendar se ga ne upošteva. Tudi zaradi nekih starih odlokov, ki so verjetno čisto dobronamerni pa fajn, jaz mislim, da je treba nekaj narediti pa te stvari novelirati in jih reševati celostno. Res je, Velika planina je verjetno najbolj zahtevno območje v naši občini, tudi v obdobju ustanavljanja regijskega parka v letih 2006 do 2012 je bilo to spoznano. Ampak kasneje je bila narejena tudi strategija glede Velike planine, strokovne podlage, vse te dokumente že imamo. In tukaj na odboru je gospa Strajnar povedala, da je bilo kar nekaj stvari že narejenih in da bi ta postopek bil lahko veliko hitrejši. Zdaj, a je bolj primeren regijski park ali je bolj primerno biosferno območje? Tega jaz ne vem, ker razlike priznam, da ne poznam. Ampak zagotovo je pa treba nekaj narediti in to območje zaščititi. Ker če ga ne bomo zaščitili, nam bo ušlo. Vemo, kaj se nam dogaja s pitno vodo. Odplake, ki prihajajo z Velike planine in pa z območja Krvavca, nam onesnažujejo našo vodo. Vemo, kaj se dogaja v dolini Kamniške Bistrice s posekom gozdov, ko se novi lastniki izgovarjajo na, ne vem, 100.000 izgovorov imajo, da upravičijo goloseke. In to ni prav. Podor pod Drzenikom ni povezan s tem, ampak bojim se pa, da bomo kakšen drug podor ali pa drug plaz dobili, zato ker smo izgubili neka drevesa. In da bomo kakšno vodo ne samo, da bomo imeli onesnaženo, ampak jo lahko celo izgubimo. Ker te stvari pod zemljo se dogaja marsikaj. V tem dokumentu, ki sem ga jaz potegnil iz spleta dol, piše, da je v obravnavanem primeru gre za ustanavljanje regijskega parka, saj vsebuje veliko abiotsko, biotsko in krajinsko raznovrstnost. Ogromno enih naravnih danosti imamo noter. 212 posebnih zaščitenih območij, majhnih, pa krajinski park. Dajmo to celostno rešiti. In to, kar jaz danes želim, je, da svetnice in svetniki poveste, ali ste za to, da se ta zadeva celostno rešuje in da se to območje zaščiti. In ne bomo se danes odločali o tem, ali je regijski park da ali ne.
Lahko je v kakšni drugi obliki, ampak povejmo. Zato sem tudi napisal, 7 svetnic in svetnikov na prejšnji seji o tem ni želelo razpravljati. In to ponavljam in bom še ponovil. Niste o tem sploh želeli razpravljati in to me pa čudi. Jaz mislim, da je pa to tako pomembna tema, da o tem pa svetnice in svetniki moramo razpravljati. In jaz se veselim bogate razprave, ki nas čaka danes na to točko. Hvala. Hvala. Igor, svetnice, svetniki. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Hvala, Grega, za predstavitev. Zdaj, tematika, kot je regijski park, zagotovo nekako za skupno mizo vleče skoraj da največ različnih deležnikov. Umetnost tega je, da seveda najdemo neko kompromisno rešitev, pri čemer pa pobudniki, to je zaenkrat civilna iniciativa, imajo jasno in rdečo nit, kam želijo zadevo peljati. Seveda skozi vzvode odločevalcev, torej politike, skušajo nasloviti probleme, ki jih zaznavajo v naravi, v družbi. Mi smo pa tu zato, da enostavno odgovorimo na dileme, ki se pojavljajo med ljudmi, in prepričan sem, moram reči, da nekega podatka v neki anketi nisem zasledil, ampak zagotovo prevladuje med ljudmi mnenje, da je potrebno naravo zaščititi. Zdaj, na kakšen način? Ali je to regijski park, ali je to neka druga oblika zaščite narave? Morda so mnenja deljena, zagotovo pa je redko kdo tu, z nekimi izjemami, ki nažalost pač še vedno so prisotne, da si ne želi zaščite narave. Zdaj, tako v poročilu na pristojnem delovnem telesu, ki ureja okolje in prostor, oziroma okolje in pa komunalno ureditev, je bilo rečeno, da je največ težav z predstavitvijo samega ukrepa deležnikom, ki jih najbolj zadeva, in to so v tem primeru kmetje. Naj še enkrat jasno povem, da kmetje zagotovo niso problem. Civilna družba ne gre v korak k zaščiti narave, da bi jo zaščitila pred kmeti. To nam mora biti čisto vsem jasno, če to komu še ni. Kmetje ravnajo v večini odgovorno, preudarno in ne nazadnje to ni dejavnost, ki je stara zadnjih 20 let in se ravna po nekih novih trendih, pač pa je vedno znala za naravo poskrbeti, ker je osnovno vodilo to, da bo narava nazaj kmetu nekaj dala. Že iz spoštovanja do narave ni tak. Zdaj, kaj je problem? Problem je v eni alineji, ki jo je Grega prej omenil. Moram reči, da jaz nisem najbolj razumel, da se mi bojimo množičnega turizma za razliko od butičnega. Jaz mislim, da mi nismo na točki, kjer trenutno imamo butični turizem, da bi se lahko bali kontraefekta. Mi niti nismo dosegali točke, kjer bi v večini zasedali butični turizem. In ravno to je lahko ukrep, kjer bi na ta način začeli omejevati. Se pa strinjam, da je znotraj tega možno na vrsto drugih načinov, tukaj bom prepustil seveda vso možnost neke kreacije strokovnjakom, ki delajo na področju turizma, da seveda butično in paketno tržijo te zadeve med ljudmi. To, kar se nam trenutno dogaja, je recimo konkreten primer, ki ga recimo, da jaz še najbolje poznam, pa na tem mestu vem, da mnogi bolje poznate problematiko kot sama, ampak med vsemi temi perečimi temami pa nekako najbolj poznam problematiko Velike planine. Zadeve se enostavno zaradi množičnega turizma, zaradi nekontroliranosti, predvsem pa zaradi pomanjkanja nekega vodila, kaj bi mi radi z turizmom počeli. In to je seveda nek mehanizem, s katerim mi lahko ogradimo
in v neke gabarite, če rečem pogovorno, postavimo določeno območje, ki bo diktiral tempo nadaljnjega razvoja. To je skoraj da dejstvo, no? Oziroma je dejstvo. Tukaj me težko kdo premakne oziroma prepriča z kontraargumenti. Zdaj, neke posledice na naravo se trenutno, rekel kar kaotično, upam, da ni pregroba beseda, stanje turizma, ki je prevladovalo do COVID-19, do epidemije, kaže tudi v posledicah, ki nam jih narava, torej nazaj vrača. To je predvsem problematika s pitno vodo in treba pač pošteno povedati, seveda to ni stvar, ki se je rodila v enem tednu, to je stvar, ki je enostavno eskalirala, ampak zdaj pa moramo imeti tudi jasne prioritete in spet ponavljam, tudi to nekako magično besedo, vsi deležniki, vse mora celostno nekako slediti temu, ne smejo se vsebine med seboj nekako biti nekomplementarne. No? A veste, pred časom, nedolgo nazaj, je bilo moč zaslediti, da bi pač na veliki imeli na obstoječi sicer infrastrukturi zipline. Zdaj, to je storitev, ki po mojem videnju, pa tudi po posvetu z drugimi strokovnjaki, ki delajo v turizmu, so mi dejali, da nič drugega kot masovni turizem to ne prinaša. Lahko je to dodatna ponudba, vendar pa mi že v tem trenutku, v zlatih časih, torej brez epidemije, imamo problem z prevelikim številom ljudi na konkretno Veliki planini. In zaradi vseh teh stvari se mi zdi zelo, zelo pomembno, da se svetniki danes izrečemo o tem, ali smo za zaščito narave ali ne. Kot sem pa na odboru dejal, zame ne bo zmaga, če bomo danes se seznanili in vsi razpravljavci, ki so prijavljeni, rekli, seveda smo za zaščito narave, to bomo na neki deklarativni ravni res da nekaj povedali. In če pač stojimo za svojimi besedami, je potem to. Medtem ko na drugi strani, jaz sem na odboru celo podal en predlog, ustanovitev neke delovne skupine, medobčinske, ki bi občinski svet o svojih aktivnostih in pa dogovoru in pogovorih z torej civilno družbo, predstavniki tako prebivalcev, ki so na teh območjih, okoljevarstvenikov in vseh drugih predstavnikov turizma, enostavno obveščali občinski svet, kako se zadeve odvijajo. Namreč vidimo tukaj, da zelo impulzivno zadeve potekajo. 2.5, pa potem 2.6, pa potem spet 2.8, pa 2.12, vmes pa ni neke kontinuitete. Zato pa smo tudi priča enostavno stanju, kjer je mogla civilna družba sama prevzeti pobudo v svoje roke. Jaz bi na tem mestu še enkrat več, no, tako kot sem tudi na odboru dejal, želel pomiriti vse kmete, ki so na tistih območjih, da to vsekakor ni neka grožnja, pristojnim pa polagam na srce, da opravijo temeljite razgovore z njimi, namreč ponavljam ponovno, največja past pri vsem, pri prvi pobudi je bila ta, da ni bila pravilno skomunicirana zadeva z torej predstavniki prebivalcev na tistem ali pa deležnikov na tistem območju. Ne? A veste, če bo meni nekdo predstavil samo na način tega in tega pa ne smeš, ja seveda bom dobil prva asociacija na to, da mi nekdo neke pravice krajša, ki sem jih pa do zdaj imel. Jaz mislim, da regijski park in tudi po zgledu iz tujine, ko sem se prepravljal, sem prebral, mnogo nekih benefitov, če lahko to tujko uporabim, imajo tudi deležniki, ki so na tem območju. Torej, ključ, komunikacija, podajam predlog, ustanovitev nekega delovnega telesa, ki bo obveščal občinski svet, ali pa delovne skupine, izrek o tem, ali smo za zaščito narave in pa nadaljevanje pogovorov. Seveda naj pa celostno vsi ukrepi sledijo temu. Res ne bi rad videl, da potem z ukrepom, ki je v najboljši meri, oprostite, ampak nepremišljen, podremo vse tisto, kar je bilo grajeno z vsemi toliko časa. Toliko z moje strani, seveda pa vsekakor tudi krajinski park, če je to in pa zaščito narave podpiram 100%. Hvala. Edis, besedo ima Robi Prosen. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo.
Moram reči, da se načeloma s pobudo o regijskem parku strinjamo. Vendar pa, ko sem prebral gradivo za to sejo in pa pregledal še gradiva prejšnjih let, sem ugotovil, da je bila večina prebivalstva, ki živi na tem območju, proti tem regijskem parku. Glavni očitek je bil predvsem to, da so ti prebivalci niso bili vključeni v pripravo tega pravilnika in da se jih ni poslušalo. Prav tako sem pa ugotovil, da je na koncu večine teh občin bilo načeloma bolj proti temu projektu kot pa za. Predvsem me nekaj moti, kar sem pa opazil v prvi varianti, da agrarne skupnosti na Veliki planini niso bile za ta regijski park. In celo neka opcija se je kasneje pokazala, da naj bi bila Velika planina celo izključena iz tega regijskega parka. Zdaj, če gre ta zadeva še zmeraj v to smer, se mi zdi, da je to popolnoma napačno, ker menim, da je strani občine Kamnik Velika planina prioriteta in urejanje zadev na Veliki planini ta glavna stvar in da bi jo s tem regijskim parkom mogoče lahko rešili, ne pa da jo izključujemo, kot je bilo na tej prvi varianti celo predlagano. Tako da jaz menim, da je potrebno se dobro pripraviti, še posebej se s temi ljudmi, ki tam živijo in delajo, že kot smo prebrali v tem zadevi, da že tisočletja tam živijo, se pravi, da je treba njih poslušati in da se potem skupaj z njimi uredi neka taka stvar, ki bo zadovoljna za vse. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala, Robi. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz se bom tukaj v bistvu navezal na moje predhodnike, predvsem na Igorja, ker so očitno isti dokument Planinske zveze pregledvala. Seveda sem tudi plus tega je, da so se pred 10 leti s regijskim parkom ukvarjali, je, da je veliko gradiva dostopenega na spletu. Meni je žal, da 10 let ni bilo nobene pobude in tako naprej. Tudi sam sem podpisal to pobudo civilne iniciative spletno in tudi s tem namenom, da razpravljamo, da obudimo aktivnosti na tem področju, tudi podprl predlog Igorja. Tukaj bi se jaz navezal malo na tole delo, ki ga je pripravila Špela Lorgar iz PD Ljubljana Matica, mentor je bil pa Borut Pršolja in bom prav prebral zaključek, zato da vidimo v bistvu malo upore za naprej. Čeprav imajo fizične in pravne osebe na zavarovanih območjih pravico zahtevati odškodnino v primeru, da se jim bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka zaradi omejitev in prepovedi na zavarovanem območju in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenih režimov, se je kljub temu izražal strah pred zavarovanjem pri lokalnem prebivalstvu. Ali je bil ta strah izzvan iz teh ali drugih političnih krogov na tem mestu, niti ni pomembno. Dejstvo je, da se je postopek ustavil. Brez pozitivnega odnosa vseh deležnikov, ki morajo biti prisotni za ustanovitev zavarovanega območja, enostavno ni možno sprejeti takšnega akta. Še bolj je to vidno, ko se politika odloči za nesodelovanje. Ministrstvo, ki bi moralo biti gonilna sila in bazen znanja, ki preprečuje ljudi v koristi, ki jih lahko prinese ustanovitev zavarovanega območja, je tukaj pustilo večletne napore in pomembno naravovarstveno območje brez najprestižnejšega ukrepa varstva. To je samo del zaključka. Tukaj je še en pomemben stavek, ki se mi zdi, da bi bila sama narava zaradi tega pod bistveno drugačnim stanjem, če bi bilo ustanovljeno zavarovano območje, tega ne moremo trditi. In to je tisti naš ključen problem, se mi zdi, ker vemo, da imamo odloke, s katerimi ščitimo Veliko planino, ampak zdaj bom delil eno fotko, če imam možnost. Vemo, da imamo ukrepe, ampak kljub temu sem jaz letošnjo zimo dobil takale slike. Se pravi, kljub temu, da se strogo ve, da je, kaj je na Veliki planini dovoljeno, kaj so izjeme, se nam še vedno dogaja to, da se sprehajalci, tisti, ki grejo mir uživati na Veliko planino, pritožujejo nad tistimi, ki izkoriščajo Veliko planino za svoje hobije.
Pa naj tukaj ne bo narobe razumljeno. Jaz vem, da čez zimo do domov koč in tako naprej ne moreš drugače oskrbovati kot z motornimi sankami. Ampak da pa nemo gledamo, da nekdo lahko tamle sprošča svoj adrenalin, pa da je še toliko v bistvu do ostalih neuvideven, da smo lahko videli posnetke, ko se dejansko za moje pojme preveč približa sprehajalcem in tako naprej. To pa mislim, da ni dopustno in to je tisto, kar v listi naši že ves čas poudarjamo, ne. Če se hočemo jeti kakršenkoli turizem, imamo premajhno občinsko radarsko službo, se pravi, rabimo tam okrepitve. In rabimo vzpostavljati začeti red, ker nisem tukaj za kaznovanje in tako naprej. Mi moramo začeti vzpostavljati red, ljudi opozarjati in ko bomo to vzpostavili, bojo tudi ljudje začeli spoštovati tisti, ki imajo zdaj probleme s tem ukrepe in imeli malo drugačen pogled na naravo. Zagotovo je ta prav čas, da se začnemo o tem pogovarjati, nič ni zamujenega in zato sva tudi s kolegom Bogdanom pripravila en predlog sklepa, da ga danes v bistvu damo dodaten sklep na glasovanje. Jaz bom zdaj prebral v bistvu predlog sklepa. Občinski svet občine Kamnik ustanavlja komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe z namenom vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki. Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsake svetniške skupine in samostojni svetniki. Svetniške skupine same predlagajo svojega predstavnika. Malo obrazložitve. Dejstvo je, da se občinski svet zadnjih 10 let ni ukvarjal s tematiko regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Zato predlagava, da se tudi predstavniki občinske politike pridružijo v buditvi aktivnosti in k sodelovanju povabijo tudi predstavnike civilne iniciative za Kamniško Bistrico in vse ostale deležnike. Dejstvo je, da smo pri ideji za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe samo ena izmed 5 občin in da smo v veliki meri odvisni od drugih. Za naše ožje območje največ lahko naredimo sami, pri tem pa moramo upoštevati vse deležnike, predvsem pa tiste, ki živijo na tem območju. Jaz upam, da bomo potem po razpravi ta predlog potrdili in da bomo predstavniki kamniške politike aktivno pristopili k zadevam. Hvala. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Hvala lepa, župan, za besedo. Lep zdaj že dober večer vsem kolegom in kolegicam. Zelo sem vesel, da v bistvu je prišla ta pobuda na naš dnevni red in da se danes pogovarjamo, da delimo mnenja. Zdaj tudi sam nisem, bom rekel, ekspert, kar se tiče teh parkov in teh zvrsti parkov, ampak vsekakor pa zagovarjam in pozdravljam pobudo, da se to območje nekako zaščiti, ker tako obstoječo ureditev, kot jo imamo, vidimo, da to ne pelje glih najbolj v pravo smer in tudi že tukaj moramo biti zelo hvaležni našim predhodnikom, v bistvu zdaj, če se osredotočam na Veliko planino, ki je zelo blizu, da so nam ohranili tako, kot je. In v bistvu se mogoče sploh ne zavedamo, kakšno odgovornost imamo danes pred sabo in da v bistvu razpravljamo, kaj bomo zapustili našim sinovom, vnukom in tako naprej, našim naslednjim rodovom. Ta tematika je zelo pereča, zelo aktualna in v bistvu jaz to pobudo pozdravljam. Ob v bistvu manjši skrbi oziroma manjšem pomisleku, da je potrebno oziroma na svetu, da je potrebno aktivno vključiti, kot so že vsi predhodni govorniki povedali, prebivalstvo in pa predvsem tukaj konkretno v Kamniku gor agrarne skupnosti, ker kmetje, se pravičujem, imajo veliko nezaupanja do države in do institucij in se bojijo teh zadev in sprememb, ker se veste, oni najprej vidijo samo omejitve in česa ne bodo smeli početi, medtem ko ni ravno vedno tako in jim je zadevo potrebno predstaviti na razumljiv in jasen način, da bodo vedeli v bistvu, kaj so omejitve, kaj so benefiti, ki jih dobimo.
tukaj za nas, tako da zelo pozdravljam to predlog sklepa, ki ga je kolega Aleksandar Uršič predlagal in bom glasoval za ta predlog, ker mislim, da je res skrajni čas, da se te zadeve premaknejo naprej in da to našo krajino zaščitimo. Zdaj, na kakšen način, ali je to regijski park, ali je to ta biosfera, kakorkoli, ampak absolutno sem za regulativo in za nek način ureditve, da se to območje zaščiti, da bo za nadaljnje rodove vsaj tako, kot imamo mi, če ne še boljše. Hvala, Žan. Besedo ima Karla Urh. Prav lep pozdrav tudi z moje strani. Veseli me, da se vas je že kar nekaj, bom rekla, zelo aktivno zavzelo za zaščito naše neokrnjene narave, kajti kar nekaj časa se že trudim in poskušam vzpostaviti tudi sama neko večjo, bom rekla, aktivnost v zvezi s zaščito pitne vode, kar pa seveda ne moremo doseči, če na Veliki planini pristopajo masovno turisti in če na Veliki planini nekako brez vsakega nadzora lahko spustimo ljudi. Pa naj bodo turisti ali agrarna skupnost ali jaz ne vem, kateri deležniki v bistvu se nahajajo, kajti ko se nekako človek pogovarja z določenimi, vsi bi radi imeli vse, konec koncev mi je en turist rekel, ko je bil gor, je rekel, pa sej tista majhna tabletka v pomivalnem stroju, kaj pa je to, sej to ni nič. A veste, teh tabletk ni ena, jih je toliko in toliko in vse te zmesi, kemije, ki so prisotne, se seveda odplakujejo dol, vse veste kam. In porozna kamenina in seveda vse primesi, ki se s to, bom rekla, visokokraško sestavo zemljine stekajo v dolino, se stekajo tudi v vodo. Nekaterim se zdi mogoče to malo smešno ali pa tako v navednicah premalo vredno, ampak zapomnite si, da če temu ne pristopimo zelo resno, nas na to opozarjajo že tudi jamarji, ki so odkrili ne samo v, bom rekla, vseh teh analizah vode, ki je na IVRU enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat letno in mogoče pokaže minimalne odstope ali pa kakšnih večjih težav ne, ampak seveda vsi nacionalni inštituti, ki nekako tudi poskušajo vse te potočke in vse te, bomo rekli, čiste na videz studence, ki pritečejo izpod Velike planine, analizirati, se v vseh analizah in vseh vzorcih pojavljajo razni, bom rekla, vzorci bakterij, pa nisem ekspert za to, ampak me zanima samo to. A veste, država je trenutno, vlada, lahko rečem, nekako pokazala nek mačehovski odnos do zaščite vode, kajti te omejitve, ki so se trenutno nekako vršile, zdaj prepuščajo oziroma bodo dopustili, da se bodo tudi na vodovarstvenih območjih lahko gradile zadeve in delale kar tako nekako. Če seveda se bodo širša javnost in tudi pobudniki oziroma tisti, ki ščitijo naravo, s tem strinjali, oziroma če jih bo seveda kapital in pa politika, ki ni pripadna ohranjanju čiste narave ta trenutek, če se bo pozabila in to v bistvu pozabila, da je treba ohraniti čisto naravo in čisto vodo, nekako lahko za naše zanamce naredi nepopravljivo škodo, ki se je ne da in ne da kar tako izpostaviti v prvotno situacijo. A veste, ni dolgo tega, ko mi je nekdo rekel, a veste, Karla, samo od čistega zraka se ne da živeti. Ja, a veste, kako se da od onesnaženega ali pa od onesnažene vode, me pa prav zelo zanima. Mislim, da pa dosti težje kot pa od čistega. Zato seveda
V teh postopkih, ki so se odvijali, da se zopet vrnem samo na naše področje, Velike Planine in seveda okolice, jaz sem slišala mnogo variant ustanovitev regijskega parka, tam nekje v leta 2005, pa 6, pa 8, pa 12, pa. A veste, tako nekako ni bilo te povezave, kot smo že nekako tudi vsi slišali, ampak prav gotovo, jaz mislim, da je bilo tudi premalo pozornosti ali pa premalo natančno razloženo tudi vsem tem deležnikom, ki so na teh področjih. In ljudje, seveda, prvi alarm je, zdaj so pa nekaj spremenili, zdaj pa to sploh ne gre skupaj. Ampak dejansko res ljudje so nezaupljivi. In tiste skupine, ki so za to določene, oziroma ljudje, ki to uravnavajo, bi morali biti strokovno podkovani in ne samo enkrat razložiti. Marsikdo izmed ljudi, ki so deležniki na tem področju ali pa na teh področjih, rabijo večkrat pogovor, ne enkrat. Ampak, veste, s tem večkratnim pogovorom in vključevanjem mi dosežemo potem skupni cilj. Ker jaz vedno rečem, kjer je volja, tam je pot. In tudi ljudje, ki so preprosti mogoče ali pa nimajo kakšnih posebnih, bom rekla, poti na občino ali na okolje ali na kakorkoli že, vsak reče, ja, sej to ni tako pomembno. Ja, seveda je pomembno, že fekalne vode, že kanalizacija, ki ni urejena, masovni turizem, bog ne daj. Vsi vemo, da se to da preprečiti. To tako je. Ker za vsako ceno, na vsak način, jaz mislim, da kalkulacije danes lahko zelo hitro naredimo in temu lahko rečemo ne hvala. Ker na vsak način masovnost na taka področja ne sodijo. Kakorkoli že. Lahko vas pa tudi vprašam, če ste kateri drugega mnenja, koliko pa ima občina Kamnik in vsi tisti prebivalci tam okrog od tega, da se masovni turizem nekje tam tudi vrši. Jaz mislim, da bo malo. Tudi ne znamo določenih stvari iztržati in pokasirati, da bi vsaj od tega kaj imeli. Zato se mi zdi pristop in pa volja za ustanovitev tega zaščitnega območja, ali naj bo to regijski park, ali zaščiteno območje, mislim, da je prva in zelo pomembna zadeva in vseh 6 občin s 30 naselji ali tam nekje okrog 800 prebivalcev, jaz mislim, da bi enotno stopila na to, poleg vseh tistih, ki smo se že podpisali v to civilno iniciativo za ohranitev čiste narave, čistega zraka in predvsem čiste pitne vode. Ker drugače obstoj in pa preživetje pride pod veliko vprašanje. Mi zdaj še naša generacija, ampak kaj bodo generacije za nami? Veste, onesnaženje je hitro, ampak počistiti onesnaženje je pa druga zadeva. In to narava, pri kateri človek misli, da je prišel nad njo, sporoča dnevno. Nikakor. Narava je še vedno nad človekom. To je treba vedeti. In se mi zdi, da je prav, da se kot vsi, kot svetniki občine Kamnik, držimo tega in poskušamo svojimi doprinosi rešiti in pa prinesti našim sovaščanom kvalitetno, pitno, čisto pitno vodo in seveda tudi vse, kar temu pritiče zraven. Brez čiste pitne vode in brez čistega zraka pa res ne bomo preživeli. Hvala. Hvala. Besedo ima Anton Iskre. Lepo pozdravljeni. Seznanitev za pobudo za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, kjer ne upošteva v zadostni meri interesov lastnikov zemljišč, ki so po večini kmetovalci, ki jih bo režim regijskega parka najbolj zadeval in najbolj vplival na njihovo življenje ter delo. Pravzaprav se sprašujem, ali so pobudniki za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe sploh vprašali lastnike zemljišč. Kaj menijo o tej pobudi? Bojim se,
da bo parkovni režim negativno vplival na možnost kmetovanja oziroma gospodarjenja z kmetijskimi zemljišči na tem področju. Brez ohranjanja in dejavnosti pa ne moremo vzdrževati kulturne krajine, ki je ena od temeljnih vrednot Kamniško-Savinjskih Alp in sicer posledica planinskega pašništva, ki se je ohranilo skozi tisočletja vse do danes. Tako bo lahko, če varovalni režim regijskega parka ne bo življenjski in uravnotežen, ohranjevanje kulturne krajine, ki pa je tako značilna za pašno živinorejo in ki zahteva vsakoletno odstranjevanje grmičevja in drevja s pašnikov oziroma travnikov, onemogočeno, ker bi takšni posegi v naravo lahko bili prepovedani. Eden od izzivov regijskih parkov je lahko tudi povečan obisk pohodnikov oziroma turistov, s tem pa večja verjetnost za navzkrižja s posamezniki, s posestniki, ki se s kmetijstvom preživljajo na že tako ali tako zahtevnem gorskem oziroma hribovitem področju. Marsikje obiskovalci hribovitih oziroma goratih predelov vstopajo na kmetijska zemljišča in samovoljno odpirajo ograjena območja ter prečkajo zasebna zemljišča, kjer poteka kmetijska dejavnost. Tukaj je le nekaj primerov, ki kažejo, da lahko dobronamerni dolinci v prepričanju v svoje pameti in znanju glede okoljevarstva nehote otežijo razmere za tiste, ki na območju predlaganega parka živijo in ki imajo že dovolj drugih izzivov, s katerimi se morajo vsak dan soočiti. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Bom rekel, poslušam kar tako dosti dobro debato, strokovno, in pa tudi različna mnenja, ki seveda ki bodo vplivala oziroma ki že vplivajo na ta mogoče, ko bo nekdaj ustanovljen ta regijski park, da se bo ta regijski park, če bo kdaj ustanovljen. Sam sem absolutno tega mnenja, da prvo mora iti spodaj od ljudi, se pravi, od teh ljudi, ki živijo na teh območjih. Mi imamo že kar zdaj v predelu občine tudi Naturo 2000, ki seveda ni bila po moje najbolj takrat predstavljena tudi lokalnim skupnostim, vendar takrat je to bilo pač ustanovljena ta Natura, sedaj pa vidimo tudi, da so nekatere ovire pri tej Naturi pri gradnjah, predvsem pri gradnjah, pri postavitvah, pri paši, pri habitatih in seveda s tem tudi določenih kmetje, večinoma teh kmetov ni zadovoljno. Tako da tale zaščita tega območja mora res iti od spodaj navzgor, koliko je bilo že rečeno pri večjih teh naših svetnikih, od spodaj navzgor, brez teh ljudi, ki živijo tukaj gor, to pač verjetno ne bo rodilo uspeha. Tudi moramo se zavedati, da je tukaj 5 občin, to je le 5 a 6, mislim, da je že 6. Občin, da če bomo nekje že dobili neko soglasje v naši občini, potem še preostane še ostale občine. Tako da to bo zelo zahtevna naloga, vendar že zdaj imamo na teh območjih, seveda so se dogajale razne stvari, od posekov v Bistrici do, bom rekel, onesnaženja vode, vendar samo s tem ustanovitvijo tega regijskega parka verjetno to ne bomo rešili. Rešiti naravo se da tudi mogoče z nekaterimi drugimi odloki, z nekaterimi drugimi pravilniki, vendar vse to mora storiti na neki pametni, razumni razlagi in pa na ljudeh, ki so tisočletja živeli na tem območju. Imamo prekrasne Alpe, imamo prekrasno planino, živimo v Kamniku, ki je lep pod kamniškimi planinami. Jaz mislim, da danes sem zelo zadovoljen s to razpravo in mogoče sam še takrat, prej sem pač omenil teh 7 svetnikov, ki ni glasovalo. Ja, jaz sem absolutno za razpravo, vendar razprava po enem mesecu verjetno je težko pripravljeno kvalitetno gradivo in v katero smer seveda se bo zdaj ta razprava vodila naprej. Podpiram zadevo, ki jo je
rekel podžupan Uršič, da se pač ustanovi ta komisija, ki bo delala, vendar menim, da bo še potrebno precej pogovorov, predvsem z lokalnim prebivalstvom, da pridemo do nekega konsenza. Težko, seveda bojo vsi zadovoljni, vendar treba je upoštevati ljudi na tem območju. To je moje vodilo in to bom tudi zagovarjal, tudi če bom sodeloval v taki skupini. Drugače pa mislim, da je Grega pripravil dosti zanimivo predstavitev. Prebral sem tudi tale, se pravi, projekt ustanavljanja regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe iz 2005. Tudi tam ne piše toliko slabo, lepo piše, vendar seveda stvar, ki bo predstavljena ljudem, bo res mora biti na razumljiv način, preprostim ljudem, da ne bo samo seveda pri kakšni gradnji še dodaten soglasodajalec in pa še dodatna ovira. To z moje strani, jaz upam, da bo ta debata tekla naprej na vseh teh ostalih občinah, pa bomo videli, kaj se veseli iz tega. Hvala lepa. Jože, besedo ima Dušan Papež. Hvala za besedo, župan. Ja, moram povedati, da se strinjam z vsem povedanim, kar je bilo, seveda z Jožetom Korošcem pa s Karlo, kar sta rekla, da moramo res od spodaj gor in seznaniti ljudje, kateri živijo na tem območju. Mene so zdaj zelo klicali ljudje in so bili nekateri preplašeni, nekateri so bili jezni, kaj ga spet serjamo, se ste videli, koga je bilo pred tolikimi in tolikimi leti, kad ste hoteli že takrat regijski park, pa sem jih pol pomeril, da se bodo to drugače obravnavali, da bomo jih obveščali in mislim, da je prav, da gremo ljudem ne enkrat, kot je Karla rekla, večkrat in da se naredijo te okrogle mize in da se jim res predstavi in potem skupaj, da ne dobimo eno pravi jezik ali pa prav, kako bomo delali naprej. Vsi vemo, vse je bilo že povedano, kako je s to veliko, kaj se vse gor dogaja in če bomo skupaj stopili, pa da bomo res gledali na to, bomo lahko rešili te probleme. Koliko je Sandi pokazal, zdaj po zimi pol hrisankov, pa tega gor. Ja, ker nimamo nobenih, koliko je tudi omenil, premalo radarjev za tak območje gor in verjemite mi, da pridejo z vseh drugih krajev, iz Mozirja sem, iz Rogle, ker tam jih kaznujejo, se ne smejo voziti in tle na veliki jim pa pustimo, da grejo lahko pač se vozijo sem pa kaj kukar je. Če bi ali bomo naredili nekaj organiziran, da se bodo vozili, ali pa jih moramo res prepovedati. Ali pa tisti, ki imajo koče gor, da imajo dovolilnice, pa da se lahko peljejo do svojih koč ali pa domov. Jaz ta podpiram, samo mislim, da bo še kar veliko vode preteklo, preden bomo prišli do enega regijskega parka. Je pa tako, kot sem rekel, ne, treba se bo pogovarjati, treba bo veliko razumevanja, poslušanja z ene ali druge strani, pa ni važno, ali bo to krajinski park ali bo to regijski park, ker za krajinski park se tle domačini, kakor sem bil seznanjen, pa pogovoril z njim, ali pa kakor sem jih govoril, da jim je bolj blizu, zato pravim, da mi je treba pač razložiti, ker mnenja so tle deljene. Je pa veliko, velika je zmeri več ljudi, ampak mislim, da je tudi kultura obiskovalcev pa vse, kako izraz te naše velike planine. Zato mislim, da bo pač treba ene ukrepe sprejeti, pa da se to prenese na veliko planino, pa da bomo to skupaj bili dosledni do tega in pa seveda obravnavali kršitelje. Tako da jaz podpiram to. Naj vam pa samo v en zmislek dam, nekje sem dele bral in sem se pogovarjal z eno
res spremlja veliko planino in mi rekel, ti Dušan, a veš, da je bilo že leta 1935 na Volovjeku, to se pravi pri Kranjskem Roku, kjer nam je mišljena, da bi bila tam grajena hiša za avtomobile, parkirna hiša za avtomobile. Mislim, daj so že to razmišljali, pa vse to gledali, tako da samo toliko razmišljam. Hvala. Ja. Hvala. Zdaj preden bi dal razpravo pod še kdo, dam besedo še drugi poročevalki, torej Barbari Strajnar. Izvolite, Barbara. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Mene zelo veseli, da svetnice pa svetniki da imate taka stališča in v bistvu dajete podporo s tem županu in občinski upravi, da bomo lahko naprej delali na tem, da zavarujemo našo naravo in tudi spodbujali druge občine. Rada bi samo to povedala, da je res, da je občina Kamnik največja od teh občin in zato se tudi malo pričakuje, da je vodilna in tudi je vedno bila. Že v tistem prvem poskusu je bila občina Kamnik za park, pravzaprav ste sami povedali, da je občinski svet že takrat sprejel to odločitev. Potem smo leta 2012 je dal župan občine Kamnik pobudo za obuditev postopka in v Kamniški Bistrici je bil takrat sestanek z vsemi župani, na tem sestanku so bili vsi navdušeni, pa so pa po nekem času pa niso bili več tako zelo navdušeni, ko so malo povprašali doma pa svoje svetnike, tako da pa ni prišlo naprej do obuditve postopka. Potem je občina Kamnik v letu 2016 dala pobudo za ustanovitev združenja Kamniško-Savinjske Alpe, no, tako da smo začeli res sodelovati, zelo dobro sodelovati z vsemi občinami, ne samo na področju turizma, tudi na področju voda, osveščanju o tem, koliko je pomembno zaščititi vodo. Imamo skupne projekte, tako da zdaj pa nadaljujemo v tej smeri, kot ste predlagali, jaz mislim, da smo vsi za. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Eni ne morejo se v enem mesecu pripraviti, obravnavati eno točko, o kateri se treba samo pogovarjati, od nas pa pričakujete, da bomo v 2 dneh. In ni bilo 1 mesec, ampak je bilo 3 mesece, je že zdaj minilo od prejšnje seje. To, da 10 let ni bilo nič narejenega, ni res. 2012 je bila dana pobuda strani takratnega župana Marjana Šarca, ampak interesa ni bilo po drugih občinah. In lista Marjana Šarca je tista, ki je dala pobudo na občinski svet, in je tista, ki je sprožila, da se danes o tem pogovarjamo. Tisti, ki se želimo. Eni se še vedno ne bodo oglasili, eni so pa povedali, da so proti in zakaj so proti. Ampak treba je slišati mnenja, takšna in drugačna. Jaz sem vesel, da se je ta debata razvila, da je prišlo do nje. Jaz sem vesel predlogov obeh 2 podžupanov, ki sta pripravila sklep, ki ga bom podprl z veseljem, ker mislim, da to je tisti pravi korak za naprej. Da se pogovarjamo o tem, kaj želimo in v kakšni obliki bomo to dosegli. Zakaj sem predlagal, oziroma zakaj smo dali v listi Marjana Šarca pobudo, da se ponovno oživijo postopki regijskega parka? Zato, ker je tukaj že bilo nekaj narejeno, ker je bila ena osnova in je po teh letih dozorel čas, da ponovno to obudimo. Tisto, kar je opozarjal Tone Iskra, ravno to je treba zdaj v teh novih postopkih popraviti. In ste tudi drugi govorili. Jože, pa Sandi, še kdo. Od spodaj navzgor. Ja, vključiti je treba ljudi, domačine, uporabnike in iti od spodaj navzgor. Ampak ker od njih zagotovo pobuda ne bo prišla, je mogla priti tudi nekje drugje. Zdaj je pa obvezno treba vključiti zraven. No, oni morajo biti tisti, ki bojo povedali tudi svoje zahteve in pa želje in pa predloge, ker verjamem, da jih imajo.
Velika planina ni bila izključena. Bilo je pa rečeno na začetku, da se morajo urediti nekatere stvari, strokovne podlage, strategija, in kasneje so to vključili noter, ko je bilo to narejeno. V enem zadnjih zapisnikov je to tudi zapisano in Velika planina je bila že takrat mišljena kot del regijskega parka. Se pa spomnim enega srečanja, ko sva se srečala z Gregom in pa s predstavniki ostalih občin Kamniško-Savinjske Alpe, slučajno. Se rekel, lepo, Kamniško-Savinjske Alpe delamo, se rekel, naslednji korak je ustanovitev regijskega parka in je takrat celotno omizje reklo ja, soglasno. Mislim, da Grega to lahko potrdi, vsi so bili za to in ja, ko je bila, tudi to, ko je bilo rečeno, nič ni bilo narejeno, ni res. Bile so ustanovljene Kamniško-Savinjske Alpe, združenje, in to je zdaj potrebno nadgraditi in to sem tudi napisal v svoji pobudi. Še enkrat povem, vesel sem, da je prišlo do te razprave, vesel sem tudi predloga sklepa obeh podžupanov, sem jima hvaležen, da boste to predlagala in ta sklep bom tudi potem z veseljem podprl in tudi naša lista bo aktivno sodelovala potem v tej komisiji, če bo to potrjeno. Hvala. Besedo ima Franci Spruh. Ja, dober večer, gospod župan in vsi ostali. Hvala lepa za besedo. Zdaj, Igor je ene parkrat danes malo pičil, tako da nam ni do razprave, oziroma da nekaterim ni do razprave. Do razprave nam je, ampak v Kamniku moramo najprej domačo nalogo narediti. To, kar je rekla Karla že večkrat, pa ni sam Karla, to vsi vemo, in zato ni treba ustanavljati regijski park, da mi naredimo domačo nalogo v občini Kamnik. To pa je, da dejansko uredimo področje Velike planine in zdaj regijski park, kaj tukaj lahko pripomore, da bojo stvari gor bolj urejene. Tle mene noben prepričal in to je tisto največji problem, ker rečejo, ja, moramo ljudi prepričati. Kaj jih bomo prepričali? Danej, pojmo v Triglavski narodni park prepričati tiste, ki jih glava boli danes, ne? Jaz sem zelo vesel, da je predlagatelj zelo lepo povedal na nekatere zadeve. In zdaj recimo tisto, kar je Igor zdaj rekel, da so vsi pokimali, da so predstavniki 6 občin bili za sodelovanje, ampak mislim, da ne za regijski park, ampak za skupno sodelovanje promocije Kamniško-Savinjskih Alp v določenih področjih. Določene izkušnje smo jih imeli s občino Jezersko. Jaz ne vem, če smo to kar vse pozabili. Ja, ogromno stvari bilo narejenih, ampak tisto, kar je najbolj bitno, tle bi pa res prosil vse, dajmo poskrbeti za svoje občane in občanke in potem se pojmo ali masovni, ali butični, ali kakršenkoli že turizem. Ne vem, ali bomo na Cankarjevi ljudi ustavljali, pa jih vprašali, kam grejo, pa imajo sendviče s sabo. A veste, mi moramo najprej svoje domače naloge narediti. In ni problem razprava, ni problem, ampak omejimo tisto, kar mi lahko naredimo v svoji lokalni skupnosti za svoje ljudi, potem pa rečemo, ok, pojmo se nekaj stvari in vprašamo, kaj pa drugi mislijo. Hvala lepa. Hvala, Franci. Besedo ima Natalija Berlec. Repliko sem zahteval, župan. Se pravičujem, pa Igor, replika, izvolite. Samo na kratko, Franci, kaj sem se jaz pogovarjal, zelo dobro vem. Spomin mi na tem delu še dobro služi. In to, s kom sem se pogovarjal, verjamem, da so zelo dobro vedeli, o čem smo govorili. Ja, so se strinjali. In tukaj ne bom dovolil, da bo nekdo rekel, da strokovnjaki z tega področja niso vedeli, kaj se pogovarjamo in o čem smo govorili. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Ja, dobro večer vsem, tudi v mojem imenu. Lepo je poslušati tole razpravo. Večinoma jih je pa zanimalo, kaj mislimo tudi v bistvu ostali svetniki, mogoče pravzaprav tisti, ki prejšnjič nismo bili sicer za to
razpravo o tej pobudi, pa mogoče ni bilo to ravno najbolje tako interpretirano. Lejte, tako kot je sam gospod Grega Ugovšek predstavil, najprej treba začeti pri tistih, ki tam živijo, naj oni povedo. Ne moramo mi posegati v nekaj, kar mi posredno mogoče, ali pa kdaj tudi neposredno, ko recimo greš na Veliko planino in uživaš v teh lepotah, to izkoriščamo oziroma to uživamo. Zdaj, če je problem, če sem prav razumela gospoda Uršiča, vse odloke imamo, probleme v kadrih redarske službe. Torej, ni stvar v tem, da nimamo nekaj zaščiteno. V bistvu nam manjka malce več nadzora nad tem, tako kot je, če se spet lahko nanašam na gospoda Ugovška, tudi on to upozoril, da je nadzor pravzaprav tisti. In zdaj, če spreminjamo pač neko zakonodajo za to, da bi ozaveščali prebivalstvo, mislim, da bi moglo biti prebivalstvo že samo zelo dobro ozaveščeno. In če lahko pač zaključim mogoče samo s tem, ko je gospa Karla Urh dejala eno prispodobo glede tabletke za pomivalni stroj, pravzaprav koliko od nas vseh tule prisotnih pa uporablja te tabletke ali pa jih pač ne. Hvala. Hvala. Beseda ima Karla Urh. No, še enkrat se moram oglasiti. Takoj, da ne pozabim te tabletke, a veste, sej mene mogoče od teh tabletk še bolj motijo pomivalni oziroma kemijsko čiščenje molznih strojev, kar je še bolj sporno in, kako ne rečem, še bolj obremenjuje okolje in pa našo čisto pitno vodo. Ampak seveda, na tem področju, kot je Franci prej rekel, kanalizacije nismo uredili, ne propustni greznic še vedno, skratka čakamo. In tukaj je res ta problem, ko bodo odloki in pa konec leta začeli nekako veljati, če bodo, ne vem, predpisi, da je potrebna kanalizacija zaključiti oziroma je treba imeti stvar izdelano. Me pa mogoče samo to me je malo zaskrbelo, ker je Tone tako pesimistično začel Iskra, seveda z vsem spoštovanjem, da se ljudje bojijo. A veste, če ti do človeka prideš s tako bojaznijo že, da tebe tudi skrbi, kaj bo rekel še potem on, mi točno vemo, kaj hočemo. Mi hočemo imeti čisto okolje, čist prostor, čisto vodo in to je bistvo, kar je za občino Kamnik srž tega problema. Zdaj, pohvalno tudi, recimo, kar se tiče parkiranja, jaz nisem slišala nobene hude besede čez parking. Ljudje se strinjajo, parkirišče je treba plačati, smo pa v dobi digitalizacije in tukaj bi lahko imeli parkirišče že nekje na Raku ali pa še dol, predno zaviješ iz glavne regionalne ceste proti Raku. Tam bi pisali zasedeno ali pa odprto. Pač tudi na Vršiču pride zasedeno ali odprto. Če je zasedeno parkirišče, ne moreš gor, pika. To je to. Ne da še vedno se valijo trume avtomobilov, ki se potem parkirajo levo, desno, skratka, če pride da mora intervencijsko vozilo posredovati, ne more gor. Zato, ker je ljudje še vedno ne spoštujejo. Saj veste, zakoni so zato, da se kršijo, ljudje pa tudi to tako delajo. Zato se mi zdi to sila pomembno, da se pri tem vključi, kajti danes to niti ne stane toliko. Je pa srž tega glavnega problema, da masovnost v naše okolje žal ne bo prinesla nič dobrega. Kakorkoli že zmanjšati in še vedno zmanjšati in seveda izvajati nadzor. In za kakšne tiste prestopnike, ki nam zlivajo razno kemijsko bombo v dolino, bom rekla v navednicah, zavedati se moramo, da je treba res vztrajati na tem, ne se podrejati, ne vem, masovnosti, tudi glede čredink in pašnikov in vsega tega. In Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. V bistvu sem se oglasil zaradi tega, da povem, da verjetno ste v tem času že opazili, da ste na mail dobili predlog sklepa, dodatnega sklepa.
tako da predlagam, da še o tem sklepu razpravljamo. Bi pa sam še eno zadevo, no, če sem bil jaz mogoče razumljen, da ni bilo nič narejenega. Jaz sem samo povedal, da 10 let v bistvu po tistem, kar sem jaz videl, občinski svet ni razpravljal o tej zadevi, ne. To, kar je pa gospod Ogovšek povedal, pa kar je bilo iz razprave, pa vemo, da je bilo kar nekaj narejenega, ker če ne bi bilo verjetno stanje na tem območju verjetno še slabše, no, tako da. Ok, še Žan Potočnik, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. No, jaz bi najprej rekel, no, da eno prispodobo, da športniki ciljajo že na začetku na 5. mesto, ne more biti zmagovalec, ne, in mislim, da nekako se napačno lotevamo dojemanja te pobude in da že kar mislimo, da jutri bo pa že kar regijski park. Absolutno ne. In gospa Berlečeva je rekla, ne, da ljudje so ozaveščeni, da ljudje bi mogli biti že sami ozaveščeni, ampak problem je, ker niso. Ne? Ker ti, ko si enkrat na Veliki planini in ko opazuješ ljudi, kako se obnašajo, to je groza. Ko vidiš, kam odlagajo odpadke, ki so tiste hišice za smeti, čist polkne, pa ko bo še od spred postavil polno vrečko, da jo Bogarevaš ne bo mogel nesel v dolino, to je groza. Ne? In tukaj mislim, da izredno pozdravljam tole predlog sklepa, ki ste ga tudi podžupana oblikovala, in mislim, da je to neka osnova za nadaljnjo diskusijo in da je to dobro izhodišče za začetek, ne? Da je to nek dober zaključek za današnjo razpravo. Bi pa tudi gospod Spruk je omenjal Veliko planino in potem tisto na Cankarjevi. Mislim, glejte, zadevo je definitivno potrebno rešiti, ne, in bi ga vprašal, kaj bi danes rekla njegova spoštovana teta, ki je bila velika ljudska umetnica in tudi gor pasterica, če bi videla te razmere, ne, gospa Kati Turk. Verjamem, da jo marsikdo od vas ne pozna, ampak glejte, ključno je, da mi naravo ohranimo za naprej. Absolutno pa je treba vprašati kmete in to mislim, da bo tudi ena izmed prvih nalog, ki jo bo, če jo bo, ko jo bo pravila komisija, ki se bo ukvarjala s tem regijskim parkom. Absolutno bo to prva naloga, da povpraša deležnike, ki so, rekel, oziroma prebivalce, ne, lahko rečem, na tem območju, kakšno je njihovo mnenje. Ne bomo jih pa vsiljevali, ne, zdaj pa dajte biti za, pač povejte mnenje, ne, treba jim pa predstaviti, da ni apropo to proti, ne, treba jim realno predstaviti, kaj so plusi in kaj so minusi. Tako da tudi jaz iskreno tle, po pravici vam povem, ne poznam vseh plusov, ne poznam vseh minusov in se moram tudi še v tej smeri izobraziti, ampak hkrati pa je treba tudi prebivalcem oziroma vsem deležnikom to predstaviti, tako da bodo vedeli dejanske pluse in minuse, da ne bo samo to, kar se govori okoli po vaseh. Tako da toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Zdaj, a bi mogoče kakšen od predlagateljev oziroma poročevalcev še želel besedo? Grega Ugovšek, izvoli. Ja, hvala za besedo. Samo ene par stvari. Se pravi, prej, ko sem imel v predstavitvi napisan, da strmimo k butičnemu turizmu, no. Niso še butični turisti tle, če bi bili pa me že valiti bolj polne žepe. Je pa pač nevarno za večji masovni turizem, zato ko vsa zavarovana območja, bolj ko so zavarovani, bolj turisti tja derejo. Recimo, če bi bil dele Velika planina zavarovana kot UNESCO, bog ne dej, zato ker potem, ko si pa enkrat na UNESCO zemljevidu, takrat imaš pa res turistov kot reka in zanimivo je lih to, da pač ravno tam kjer je UNESCO, kjer hočeš zaščititi dediščino, fašaš turiste pa vse skupaj potacajo. Druga stvar, se pravi, zelo pozdravljam to pobudo, jo bom tudi čim prej prenesel naprej, zato da se ustanovi delovna skupina, pa pač tudi poziv za ostale občine, pa 6 občin je, tudi Cerklje so se priključile, tako da
Saj vemo, tudi Kamnik bi bil zelo občutljiv, če bi se najprej ne pa ja, tako da Cerklje so že 2 leti zraven, tako da dajmo jih tukaj zraven. In pa, ja, jaz ponovno ponavljam, prepoznavam problem predvsem v nadzoru. Omejitve so, lahko bi bile tudi boljše, lahko bi bile tudi slabše, hvala Bogu niso, ampak nadzor je pa tisti, ne vem pa, koliko ima tukaj sama občina roke zvezane oziroma odprte, ali bi mogla mogoče država bolj pristopiti. Jaz vem, da če ujamejo te ljudi na motornih sankah, je kazen 40 evrov. Z nasmehom jo plačajo, pa naslednji dan spet pridejo. Tako da, dajmo, če že kazen naj bo vzgojna, ne taka, da se potem policajem nazaj posmehujejo. Pa točno to, kar se je zgodilo svetniku Dušanu Papežu, da so vsi ga spraševali, kaj se sedaj dogaja, kaj bojo naredili, spet je bila bojazen, spet je to. Enako se dogaja v Lučah, na Jezerskem Preddvorju in v Solčavi, saj to, da je meni znano, da tudi tam svetnike poprašujejo, kaj se dogaja v Kamniku, zakaj je spet to, ampak ja, z Barbaro Strajnar so se veliko pogovarjala, treba bo pritisniti gumb reset, pa iti po drugi poti. Toliko z moje strani. Hvala, Grega. Zdaj, preden bi zaključil razpravo, bom dal besedo zdaj še Sandiju Uršiču, podžupanu, ki je pripravil ta dodaten sklep k tej točki, tako da bi ga prosil za obrazložitev. Ja, hvala za besedo. Jaz se v bistvu takole opravičujem občini Cerklje, ker sem izhajal iz tistega gradiva, ker ga je bilo v bistvu pri prejšnji pripravi in zato je bilo govora o 5 občinah. Predlog sklepa je v bistvu sledeč. Občinski svet občine Kamnik sprejme dodatni sklep k seznanitvi s pobudo za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, ki se glasi: Občinski svet občine Kamnik ustanavlja komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe z namenom vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki. Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsake svetniške skupine in samostojni svetniki. Svetniške skupine same predlagajo svojega predstavnika. Še obrazložitev. Dejstvo je, da se občinski svet v zadnjih 10 letih ni ukvarjal s tematiko regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Zato predlagava, da se tudi predstavniki občinske politike pridružijo obuditvi aktivnostim in k sodelovanju povabijo tudi predstavnike civilne iniciative za Kamniško Bistrico in vse ostale deležnike. Dejstvo je, da smo pri ideji za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe samo ena izmed 6 občin in da smo v veliki meri odvisni od drugih. Za naše ožje območje največ lahko naredimo sami, pri tem pa moramo upoštevati vse deležnike, predvsem pa tiste, ki živijo na tem območju. Zdaj, dovolil sem si v obrazložitvi popraviti na 6 občin, poslano vam je bilo s 5 minut, tako da mislim, da je. Hvala. Zdaj bi dal tale predlog tega dodatnega sklepa v razpravo in sicer odpiram razpravo glede tega sklepa, ki vam je bil ravnokar predstavljen strani podžupana gospoda Uršiča. Odpiram razpravo, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Ne sliši se, mutan si. Igor, ne slišite te? Pardon, se pravičujem. Ena stvar me je zmotila, ali pa nekaj sem opazil, niti ni tako pomembno, ampak se mi zdi prav, da na to opozorim. Piše: Občinski svet občine Kamnik ustanavlja komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe z namenom vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki. Vzpostavitev sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki je bila enkrat že vzpostavljena. Ne bomo krivični do vseh tistih, ki so na tem delali od leta 2005. Mogoče bi veljalo iz spoštovanja do vseh, ki so se s tem že ukvarjali, dodatno noter besedico ponovne vzpostavitve.
Hvala. Dobro, svetnice, svetniki. Besedo ima Karla Urh. Tudi jaz tam pri obrazložitvi mogoče pogrešam tole, da ni bilo nobenega, ne vem, zdaj na pamet se nisem zapomnila, ker nimam odprto, ampak, a veste, 2005 in 2006 in kar nekaj časa smo posvetili temu, da so se deležniki sploh v bistvu odzvali vabilu, da smo vzpostavili kontakt. Vsi se spomnite za nazaj, kako je bilo včasih in kako so v bistvu ljudje, deležniki, ki so na Veliki planini nezaupljivi do določenih bili in zato se to tudi ni vzpostavilo. Ampak v tem mandatu moram reči, da smo vzpostavili stike, zato ta stavek temu mi ni všeč pri obrazložitvi, no? Ker dejansko smo vzpostavili stik. Sad pravite še ta začetni del. Hvala, besedo ima Francis Pruk. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, gospod, ko nam je razložil, gospod Ugovšek nam je povedal, da treba nekatere stvari resetirati, ne? In jih ponovno predstaviti in jih mogoče malo drugače predstaviti, oziroma z večjim optimizmom in zdaj ne vem, v čem imamo zdaj zadrego s tem, ne? Ker drugače stvari, kar se tiče agrarnih skupnosti, nekaterih so zelo jasno že zdaj proti, tako da mislim, da bo treba kar precej napora pa še kaj drugega vložiti v to, če se bomo tega, kar govorimo, da bodo neposredni deležniki soglašali oziroma da bomo imeli večinsko da, mislim, da tle se na neke 2.5, 2.6, 2.10 stvari ne moramo zgovarjati. Hvala lepa. Zdaj, beseda ima Sandi Uršič kot predlagatelj sklepa glede tele pripombe gospoda Žavbija. Ne slišite te, Sandi? Se upravičujem. Jaz tukaj nimam nobenega problema, da se predlog sklepa v tem delu spremeni, da res ne bo kakšne krivice do kogarkoli, ne, da se doda beseda ponovno vzpostavitev. Kar se pa tiče obrazložitve, pa v bistvu je tako, da sprejemamo sklep, ne obrazložitev. No. Dobro. Še kdo? Ne? Potem bi zdaj, Sandi, te prosil, da prebereš še enkrat končno verzijo sklepa, v kateri bomo potem, ko bom zaključil razpravo, glasovali. Hvala. Občinski svet občine Kamnik ustanavlja komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe z namenom ponovne vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki. Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsake svetniške skupine in samostojni svetniki. Svetniške skupine same predlagajo svojega predstavnika. Hvala. V tem sklepu bomo zdaj, ko zaključim razpravo, glasovali. Zdaj, mogoče pa še par besed. Mi smo v smislu, ogromno vse ljudi že s tem ukvarjali, na koncu smo v situaciji, ko imamo veljaven odlok iz 80-ih let prejšnjega stoletja, ki govori, kakšne greznice ne bojo gor, in ki imamo odlok iz leta 2003, ki pravijo o redu na Veliki planini. Lansko leto smo pa, hvala Bogu, prišli do tega sistema parkiranja in predstavljate si, kaj bi bilo, če tega sistema ne bi bilo v letošnjem letu, ko so res gor masovno porinili vsi iz osrednjoslovenske regije. Zaradi sistema parkiranja smo imeli redarje gor, smo imeli tudi splužene cesto do rakovih ravni in tudi parkirišče, tako da je bil problem veliko manjši, kot bi bil sicer, če ne bi bilo tega sistema parkiranja. Zdaj, moje mnenje je, da moramo za področje svoje poskrbeti sami in pač posodobiti te naše odloke in pač narediti na tej zgodbi pravila in se jih držati. Ne. Ampak če imamo odlok iz leta 1989, mislim, da pa iz leta 2003 pomeni, da se že kar nekaj časa niso posodabljali. Skratka, komisija, jaz verjamem, da bo pač naredila korak naprej, da bo preverila vse možnosti in da bo predvsem tudi na področju teh odlokov najdla rešitve, kako in kaj ukrepati.
Zaključujem razpravo, glasujemo o predlaganem sklepu, ki ga je predlagal gospod Sandi Uršič. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jarne Markel. Za. Nives Matjan. Za. Šenso Mujanović. Glasujem za. Duško Papež. Za. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Da. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Zdaj je glasovalo 29 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je ta sklep sprejet in zdaj gremo še na glasovanje o sklepu, ki je bil pri gradivu. Torej, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s pobudo za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Anton Iskra. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jarne Markel. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemso Mujanović. Sem za. Duško Papež. Duško Papež. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujevič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za sklep. Karla Urh. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Pa Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je ta sklep sprejet in s tem tudi ta točka zaključena.